Fužine je dnevni center za mladostnike, namenjen mladim v Fužinah. Dejavnosti, ki jih pa tukaj izvajamo, so pa zelo različne. In sicer so to prostočasne dejavnosti in pa seveda dejavnosti pomoči mladostnikom, ki to potrebujejo, ne. Če naštejem cel spekter, zelo odvisno, zdaj tukaj se že v prostoru vidi, samem so to dejavnosti, kot so biljard, nogomet in prostočasne dejavnosti, se pravi neke preživljanje prostega časa. Potem pa seveda še vse druge dejavnosti preživljanega prostega časa, ki se tukaj ne odvijajo, so pa to tabori, delavnice, izleti, ekskurzije, marsikaj, no. Pomembno je, da smo v coni zaposleni tisti ljudje, ki nam je z mladimi fajn, ki nam je z njimi prijetno, ki smo pripravljeni z njimi delati in ki smo pripravljeni početi marsikaj. Biti od čistilke do kuharice, do mame, do rame za jokanje, do športnih učiteljev, do vsega, no. Tukaj imamo kuhno, lahko si skuhajo, kadar si želijo, imamo nekaj materijala, ki ga lahko uporabljajo, to pomeni, da če so lačni, definitivno si lahko skuhajo. Drugače pa ta prostor tukaj je namenjen res nekim družabnim igram, zelo sproščenim, no, od kartanja do česarkoli še. Zadaj imamo še ene prostore, ki so namenjeni bolj mirnim dejavnostim, to pomeni učenje, razgovori, seveda včasih, kadar smo utrujeni, tudi poležavanje, ne. Drugače imamo pa tle v Fužinah še kar nekaj prostorov, nekako smo si priborili od Mestne občine Ljubljana prostore za klonišča, kjer pač fantje malo streljajo, kjer imajo tudi kvihtarnico, kakšen kviht lahko dvignejo. To je pač en zelo skladiščni prostor, preurejen v nek fitness, tak amaterske narave, ki ga urejajo fantje sami, ki to kvihtarnico tudi obiskujejo, načeloma brezplačen za kogarkoli. Fajn je seveda tudi, da je Fužinec, ne, kdor v kvihtarnico pride. Zdaj, mladostniki nas načeloma lahko najdejo na različne načine, no. Nam je najpomembnejše, da smo v Fužinah prepoznavni in da točno vejo, kje smo, da lahko tudi osebno pridejo do nas, ne. Moram reči, da to načeloma, kar smo, to je videti tudi po tem, da večina mladostnikov pride samih do nas, to pomeni, da jih ne napoti nihče, a ne. En majhen procent takih je, ki jih napotujejo tudi druge institucije, se pravi tudi drugi, ki so v naši bližini, vejo za nas, ali so to šole, ali je to center za socialno delo, policijska postaja, tudi nekaj malega, sodišče tudi, ampak takih, ki jih napotujejo, res malo. V coni organiziramo različne vrste taborov. Eno so 3-dnevni tabori, eno so pa celotedenski tabori. Zdaj, 3-dnevni tabori so zelo različni, zelo različnimi temami, ne. Ali je to trening socialnih veščin, ali je to pač hoja v hribe, ali je to športni tabor. Eno je pa enotedenski tabor, ki ga pač imamo enkrat na leto, to je integrativni tabor skupaj z Zvezo Sonček, to pomeni, da gremo mi, se pravi naši mladostniki, pa mladostniki oziroma otroci Zveze Sonček, to so pač otroci s kakršnim koli hendikepom oziroma pač invalidni. Tam nekako probamo zmešati te dve populacije, obnese se fajn, naši vidijo, kako izgleda, če pač ti je v življenju res hudo. Oni pa tudi vidijo, kako je, če pač se lahko družijo še s kom drugim, razen z invalidnimi otroci. To, kar se nam zdi pomembno, je, da je cona v Fužinah že 10 let, neprekinjeno, da nas je okolica sprejela. Na začetku smo imeli kar malo težav z bližnjimi in daljnimi sosedi. To, kar je nam pomembno in kar je za nas največji dosežek, je, da nas ljudje poznajo in da se obračajo na nas, a ne. Da kljub temu, da pred našim imenom, pred cona Fužine zmeraj piše tudi center za socialno delo, pa čeprav centri nimajo nekega ravno super renomeja v javnosti, pa ljudje na nas se z veseljem obrnejo, no. To se nam zdi zelo pomembno, da je vsak dan več mladih, ki so radi z nami, da nas iščejo, da nas rabijo in da jim je z nami fajn in okej, no. Seveda pa nas najdejo tudi na spletni strani, tudi na spletu, no, imamo svojo spletno stran, tako da načeloma nam lahko pač tudi pišejo, nas pokličejo, kakorkoli že, no. Podatki so res povsod objavljeni, se zelo trudimo, da smo v medijih, no.